Vseh obnovitvenih del v avtokampu Primostek, ki so jih načrtovali ob koncu lanskega poletja, sicer niso uspeli realizirati, so pa postavili nastrešek nad gostinsko teraso, s katero smo nekako zdaj zagotovili, da nas glih vsaka majhno deževje ali kaj podobnega ne preseneti, in pa uredili smo čistilno napravo. Gre za eno večjih čistilnih naprav, tako da bojo vse, kanalizacije, ki so v sklopu kampa priključene na to čistilno napravo. Posodobitev sanitarij, obnovo bungalovov in zamenjavo azbestnih streh na vseh objektih v kampu pa so morali odmakniti na jesenski čas, saj še niso uspeli najti finančnih sredstev za dokončanje tega projekta. Trenutno se pogovarjamo z bankami ali pa z lastnikom Iskromis, kateri bi mogoče zagotovili sredstva, da bi lahko te projekte speljali do konca. Zaradi deževnega julija je bila lanska poletna sezona slaba, pravi Sever. Nič boljše pa ni bilo minulo zimo na Beli, kjer so zabeležili le 19 smučarskih dni. Zato so, kot smo že poročali, pozvali 12 dolenjskih in belokranjskih občin, da pristopijo k sofinanciranju smučarskega centra, ki, glede na mile zime, ne posluje rentabilno. Večina občin je že odgovorilo, da niso pripravljeni sofinancirati projektov, katere predlagamo oziroma jih bi radi peljali naprej. Tako da se resno pogovarjamo sedaj tudi z lastnikom, kako naprej. Tako smučišče kot objekti ob njem so potrebni obnove. Ta pa ne bo možna iz tekočega poslovanja, pravi Sever. Kaj bo za naslednjo sezono, je res veliko vprašanje. Mi smo namreč naredili sedaj nekak presek, nujno potrebni del. Moram reči, da so stroški za novo sezono spet veliki. In tam nekje lahko dosega tudi 100 000 evrov. Zagotovo pa ni pod vprašajem letošnja poletna turistična sezona na Primostku, ki se je začela obetavno. Gostje so namreč prišli že prvi dan, ko so odprli kamp, in tudi v minulih prazničnih dneh so zabeležili dober obisk.